Vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke, ki je namenjena komentiranju, predstavitvi in pa odgovoru na interpelacijo zoper ministra za pravosodje. Samo interpelacijo smo predstavili že na obložitvi na tiskovni konferenci. Njena ključna dela sta prvič očitek gospodu Klemenčiču zaradi očitnega zavajanja, grobega zavajanja javnosti v zvezi s njegovo vlogo na KPK-ju, na protikorupcijski komisiji, glede razkrivanja pranja denarja oziroma suma proliferacije in pa pranja denarja v Novi Ljubljanski banki s strani Iranca Farrokhadeha. Drugo je seveda vloga gospoda Klemenčiča pri zaostajanju oziroma zamujanju glede uvajanja evropskih normativ in evropskih standardov ter zakonodaje v samo pravosodje, pa tudi sicer v postopke. Tisto, kar pa je novo dejstvo in je izredno zanimivo, pa je odgovor, ki ga je pripravil gospod Klemenčič, ki s dejanskim stanjem nima ravno posebno veliko resnice. Naj vas opozorim samo na nekatere trditve iz odgovora gospoda Klemenčiča. Tako recimo on na 8. strani trdi, da je KPK, citiram, uradno obvestila o sumu pranja denarja policijo. In potem na 10. strani ugotavlja, da je KPK, to se pravi gospod Klemenčič, postopal, citiram, profesionalno in strokovno nadstandardno. Najboljši odgovor gospodu Klemenčiču je, pazite, soglasno, tudi s strani poslancev vladajoče koalicije, sprejeta ugotovitev Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, ki je v navedeni zadevi ugotovila. KNOVS je v konkretni zadevi presenetilo ravnanje KPK. Prijeli so tajni dokument žvižgača iz Banke Slovenije, ki je kazal na sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. KPK je ocenila, da ni pristojna, zato so dokument po neformalni poti predali policiji, NPU. Predtem so dokument priredili z namenom, da zaščitijo žvižgača. Poleg tega pa naznanilo kaznivega dejanja niso posredovali policiji na podlagi določb ZKP, kot jim to narekuje sklenjen sporazum med KPK in policijo ter MNZ z dne 1.6.2010, ampak so dokument predali uslužbencu NPU, da ga je odnesel na policijo, kjer pa se je nato za njim izgubila vsaka sled. Ravnanje KPK v nasprotju z veljavnim sporazumom med KPK, MNZ in policijo z dne 1.6.2010 pomeni kršitev uradno določenega poslovanja uradnih institucij. Ob tem popolnoma soglasno sprejetem sklepu, utemeljenem na neizpodbojnih dejstvih, si dovoli gospod Klemenčič zapisati trditev, da je postopal profesionalno in strokovno nadstandardno. Pa če bi vse skupaj vrgli v kanto za smeti, potem bi bilo pa to nadstandardno, kako po tej logiki. Tega preprosto ni mogoče razumeti drugače kot neko aroganco tistega, ki je to pisal. Tudi ostale trditve, ki so navedene v tem odgovoru, so v enakem slogu. Recimo, posebej bode v oči trditev glede njegove vloge pri Branku Masleši, kjer je celo zapisal, da ni namreč res, da ni ukrepal, ampak sem ukrepal, a ne skladno s politično že motiviranimi željami, aktivno sem se uprl jasno motiviranim političnim pritiskom in po njegovi oceni, citiram, pogoj za osebno odgovornost, ki so predsednika Vrhovnega sodišča, Branka Masleše, torej, ki jih iz zakona navajajo tudi predlagatelji interpelacije, niso bili izpolnjeni. Glejte, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak da je šlo pri zadevi Patria, citiram, od prve do zadnje črtice za kršitev človekovih pravic, je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. In še več, tukaj govorimo tudi o nečemu, kar je nujen predpogoj za ugled
in delovanje pravosodja. To je tisto, čemur se v sodstvu reče pač videz nevtralnosti oziroma nepristranskosti. Videz nepristranskosti. Pri gospodu Branku Masleši je obstajalo strani notarja potrjeno verodostojno pričevanje dveh oseb, da je gospod Branko Masleša v nekem lokalu pred drugimi govoril, da je treba prvega obtoženca v zadevi Patria sfukati. Oprostite, lepo vas prosim, a je to prvič besednak primeren vrhovnemu sodniku? In drugič, ali po taki izjavi, ki je popolnoma precedenčna, pomeni prehitevanje celotnega postopka, lahko tak človek verodostojno in nevtralno vodi pač nek tak postopek, ne glede na to, v kolikšni meri je potem v njem neposredno vpleten. Odgovor je zagotovo ne. In če je kdo za to odgovoren, za tako sistemsko nepravilnost, je zagotovo objektivno odgovoren minister za pravosodje. On pa celo to napiše kot svojo kvaliteto. Očitno podporo kršenju, sistematičnemu kršenju človekovih pravic v nekem postopku, kajti zdaj lahko govorimo glede na njegovo izjavo celo o podpori, ne samo o toleranci, on ponuja kot svojo kvaliteto. In gospe in gospodje, to je kandidat za komisarja za varovanje človekovih pravic Sveta Evrope. Oprostite, ampak vsekakor jaz razumem željo vlade, da se znebi takega ministra. Ampak pravilen postopek za to je njegova razrešitev in odhod, uveljavitev odgovornosti torej. Ne pa da se ga pošle na višje, še bolje plačano delovno mesto. Ne razumem, kako je sploh mogoče, da nekomu v tej vladi to pride potem na misel. Vsekakor sem pa prepričan, da ta dejstva in te navedbe, pod katere je gospod Klemenčič podpisan sam, ne bodo ostale prezrte tam, ko bodo o njem odločali. In zagotovo ne bi smele ostati prezrte niti jutri, ko se bo obravnavalo njegovo interpelacijo na seji Državnega zbora kot celote. In če vse to koalicije nič ne gane, naj končam tam, kjer sem na prejšnji konferenci začel. Že samo zgodba s nepopisno pravno šlamastiko o uničenju, izločitvi najprej in potem uničenju vseh dokazov v zadevi farmacevtka, pravno formalno zadevi sina podkupovanja, dejansko so glede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki so bili izločeni zaradi podjetja roka, katerega so bili tisti, ki bi morali pravočasno uložiti obtožnico, celo posebej opozorjeni, da ta šlamastika vsak normalni državi zanesljivo dogodila odhod ministra za pravosodje z funkcije, ki jo opravlja. Vsak, oprostite izraz, normalen pravosodni minister bi prevzel tukaj odgovornost za tako sistemsko katastrofalno napako, za nedelovanje, očitno nedelovanje sistema kot celote in bi takoj odšel sam z položaja. Če pa tega ne bi storil sam, bi za to zagotovo poskrbel predsednik vlade, ki jo vodi. V tem primeru se nič od tega do tega trenutka ni zgodilo. Pozivam ga pa, gospoda Klemenčiča osebno, naj to stori do jutri. Če pa tega ne bo storil, pa vsekakor v imenu državljank in državljanov in v imenu SDS upravičeno pričakujem, da bo potrjena interpelacija in da bo gospod minister razrešen z funkcije, ki jo ne opravlja dostojno in jo ne opravlja na način, kot bi ljudje od ministra za pravosodje upravičeno pričakovali. Kajti tako ravnanje, niti ta obrazložitev, ki jo je napisal, zagotovo nista v korist funkcije, ki jo opravlja, ne dvigujeta ugleda pravosodja in ne dvigujeta ugleda pravosodnih institucij, pa tudi vlade in, če želite, ministrstva za pravosodje kot takega. Vse to pa so nujni pogoji za delovanje sistema,
kajti zaupanje v institucije sistema je temelj delovanja vsake demokratične države.